4 te, ali pa 3. Ne vem, ali 3, ali ja. Meni se zdi, da 3. Ja. Zdaj ne vem. A sem Tako odela? imate še surovo skodelico. Ja, to je zdaj začetek. Aha, zdaj pa odtis gor dajete. Ja, temu se reče, kar sem se naučila, temu se reče tekstura s pomočjo čipke. In ko bo tako lep odtis gor, ko pa spečete in je lepo z odtisom. Tako je, in potem to ostane za večno. Dokler to ne razbije. Ja. Ali pa čez 2000 let kakšne koške najde in s temi ornamente. Vi imate pa isto tako. Podobno je, ali mi dve sva začetnici in mi dve delava zdaj prve vaje. A to ste si pa pol tudi same napravili, skodelico. Ja, to je bil tudi del ene vaje. To je prav vodeno, kaj moš vse spoznati, da potem lahko ti več delaš. Rita je mogoče moj gledal. Te pa z računi. 2 pa 3 pilo. Glineno lepilo. Ja. S tem so vse lepo. A ja, to boste zdaj tega angelčka na postavek zalepili. Ne, Bog ne. Aha. To mi je zdaj napravljeno, da zbino. Aha. Ste pa to mene naučili? Aha, kaj imate to? Kaj imate to žico? Čakajte, mi se z eno drugo odrezala. Super. Vi boste to tudi angelčko imeli? Ne, to je pa zadovoljiti pritjat, angelček, ja, sam drugače, ne. Poletni okrasi. Ja, tudi zadovoljiti delamo. Smo takole smrekco, snežaka, tu pa angelček. Isto pride potem steklo notri, zato mora biti ti robovi. Da se potem... To imate tudi barvno steklo? Ja, potem se da pa barvno steklo notri, da se to, ko se žge, da se stopine. To se bolj tako raztopi, kaj izgleda ko žele, ne? Tako, ja. Fino. In če dolgo delate vi to? Ja, jaz sem že skoraj od začetka pa te skupaj je to ene 12-13 let že. Že? Ko že imate kar fan kilometrino. Ja, kar tako lepo zbirko, še tudi doma. Slučajno vedno albume. Aha, imate tudi album. Ja, kaj vse smo že delali, ne. Ena pravljica. A to tudi po motivih pravljice delate? Tudi, ja, to smo delali tisto, kaj je že palčica bila, ne. Ta noter leži v orehovi lupini, ne. Ja, čajniki, svečniki, ptičja hiša. To se se vi napravili, umetnina. Ja. To je vse moje. Svetilka, solnica, ne, recimo, ta krožnik, koš, kapa. A to je tudi z gline? Tudi, ja, tudi. Svetlica? Ja, tudi. Blazina, recimo, ne. To je pa za na vrt, za na palce, da veš, kaj si vsjal. Aha, kjero akcijo, zdravilno. Živeli smo delali predvsej ne sove, bramta mačka, kokoš, miške, to je jajce, recimo pirh, smetišnica. Mucaka, ptiček, recimo kot temo okna, ne.
Pa to pol tudi vidim, da pobarvate. Ja, seveda, to so posebne barve za glino. Ja, prav posebne barve so to, ja. To je še telefon, ne? Ja. Dobro se. Ja, riba, žaba na kakli. No, to so ene dve sklede, to so te martinčki, kače. To so školjke. No, žena pa tista, ki smo delali na motiv čoha enega tega ilustratorja, to je bilo pa lansko leto tudi v knjižnici, ne. To je en del tega, kar... To je sam del, ne? Ja, ja. Super, le tako je Imamo je prva Zelo me veseli, da sodelujemo, skratka Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in Lipa Domžala in letos smo, pravzaprav lani smo izdelovali keramiko na temo Jožeta Plečnika. Pobrskali smo po literaturi, fotografirali smo njegove zanimive stvari, ki so na razpolago oziroma ki jih je videti po ljubljanskih ulicah in tudi v Kamniku je nekaj tega. In smo na podlagi tega ustvarjali male plastike, okvirje, slike, posluževali smo se tehnike nizkega reliefa, tako da nas zelo veseli, da bomo letos razstavljali v Domžalah. Upamo pa in dogovarjamo se za nekaj teh skupinskih razstav tudi v Ljubljani. Namen, smisel oblikovanja gline ni zgolj izdelovanje uporabne keramike, ampak interpretacija drugih likovnih izdelkov, tudi bom rekla, ideje, ki jih dobimo v naravi. Interpretacija skratka tega vsega, kar je okoli nas, prevedeno v keramiko. Te stvari prevajamo potem v glino, v keramiko. In danes boste danes bomo razstavljali izdelke na temo Plečnika, ki smo jih bo pa v knjižnici, domžalski knjižnici. V domžalski knjižnici, tako. Prihodnjem letu načrtujemo enako, bo to skupinska razstava Skodelica kave na temo Cankarjeve pripovedi. Lani smo razstavljali smo imeli to razstavo na Vrhniki, letos jo pa prenašamo v domžalsko knjižnico, enkrat na pomlad. Še kaj smo pozabili? To vaše pridne učenke vse delajo, ne? Te okraske, pa ploščice. Mi potrebujemo kakšno leto, da spoznamo material, potem pa kasneje z pogovorom, bom rekla, seveda že z obvladanjem, spoznavanjem materijala iz gline ustvarjamo umetnine. Dobesedno. To bi bilo vse. A bi imel še nekaj za pripomeniti? Misli za pripomeniti, za dodati? Jaz bi imela. No, pa kar, no, kaj zdaj? Mi smo vzeli izziv, da bi bila knjižnica in knjižničarka je prinesla knjigo od Franca Seliškega Fižgarja, kjer je on takrat sodeloval s Plečnikom. Pokazal mu je pravljice, Plečnik jih je prebral in je rekel, da so primerne za izdajo in se je ponudil kot ilustrator. In zdaj smo mi to v makalonco, njegove črke, njegove like iz te makalonce ilustrirale v glino. Ko smo prenesli njegove ilustracije. In ker je Plečnikovo leto, je bilo to zelo lepa ideja in zelo primerna tudi za knjižnico, ker izhaja od njegove knjige. Je on ilustrator. Danes bo razstava na to Seliškarovo. Tako. Aha, lepo. Ja, in je bil zelo zanimiv, kako on ilustrira črke, potem podobe zraven, kot neke vinjete v tej knjigi in je zelo lepo in malo kdo od ljudi sploh ve, zato se začne ilustrator pravljic. Lepo. Hvala.
Ne,
We shall